Drage članice in člani, spoštovani prijatelji, ki imate radi Novo Slovenijo, drage kolegice, poslanke in poslanci, županje, župani, občinske svetnike in svetnici, skratka vsi zbrani. V pripravah na današnji tabor sem imel intervju za Slovensko tiskovno agencijo in me je novinarka vprašala in rekla, kaj pa je pravzaprav ta vaš tabor? Ali bodo ljudje sploh zdržali? Sem jaz rekel, veste kaj, mi imamo dva pomembna velika dogodka. Eden je kongres, kjer se posvečamo predvsem vsebini, in drugi je seveda tabor, kjer je naša klasična veselica. In danes je ta lep pogled iz te govornice, kot bi bil na kakšnem Oktoberfestu, tako da mi je žena rekla, prosim, da imej čim krajši govor zaradi tega, da se ne bojo klobase skladile. Zdaj eno stvar vam obljubim, da ne bom imel kratkega govora, zato vas prosim, da boste kljub vsemu lahko zdržali. Saj veste, leto je naokoli in od lanskega tabora, ki je potekal v mojem domačem Snoviku, se je zgodilo marsikaj. Predvsem je bilo to leto velikih volitev, super volilno leto, in če danes potegnem črto pod to preteklo leto, potem lahko rečem, da se je Nova Slovenija odrezala solidno. Če se najprej dotaknem lokalnih volitev, potem lahko iskreno, brez kakršnih koli zadržkov rečem, da je Nova Slovenija na zadnjih lokalnih volitvah dosegla najboljši rezultat v zgodovini stranke. To pa je uspeh. Nova Slovenija je na lokalnih volitvah dobila 291 občinskih svetnic in svetnikov, dobili smo 17 župan in županov. Vesel sem, da se je vrstam Nove Slovenije priključil tudi, bil izvoljen tudi domači župan Borut Kolar, ki je tej občini Gorišnica dal novo svežino in novo energijo. Borut, čestitam. Preteklo leto je bilo za Novo Slovenijo posebno tudi potem, da je Nova Slovenija pri volitvah v državni svet prvič v zgodovini stranke dobila dva državna svetnika. To sta postala Matej Slapar in pa David Klobasa. S tem je Nova Slovenija zastopana tudi v državnem svetu Republike Slovenije. Dragi prijatelji, danes na tem mestu, ko se nas je veliko zbralo, bi se rad zahvalil tudi mojemu dobremu prijatelju Janezu Ciglerju Kralju, da se je v predsedniški tekmi dal na razpolago, in mu čestitam za njegovo kampanjo, kljub temu, da morda rezultat ni odseval njegovega trdega dela in pa njegovi dobri kampanji. Janez, hvala lepa. Zagotovo pa so bile najpomembnejše volitve preteklega leta volitve v državni zbor. In Nova Slovenija je na teh volitvah dobila 8 poslancev. Postali smo tretja najmočnejša politična sila. In to v okoliščinah vse splošne gonje proti vladi, v kateri je Nova Slovenija tudi sodelovala. In s tem rezultatom sem zadovoljen glede na okoliščine. In ob tej priložnosti bi se ponovno rad zahvalil ministrski ekipi Nove Slovenije. Ko danes hodim po Sloveniji, mi marsikdo reče, ampak ministrska ekipa Nove Slovenije je bila najboljša. Verjamem, da tako mislite tudi vi. Drage članice in člani, in seveda vsi tisti, ki imate radi Novo Slovenijo, seveda vsega tega brez vas ne bi dosegli,
Iskrena hvala vam za vašo nesebično pomoč, iskrena hvala za vse ure, ki ste jih v preteklosti vložili v volilno kampanjo, iskrena hvala za vse kilometre, ki ste jih naredili za Novo Slovenijo. Resnično sem kot predsednik stranke ponosen, da je Nova Slovenija kot stranka končno dozorela. V kritičnih trenutkih držimo skupaj in v zadnjih letih nam je uspelo razviti tudi posebno odpornost na vse napade, ki prihajajo tako z leve kot tudi desne. In lahko rečem, da je podpora Novi Sloveniji stabilna in kljub zloveščim napovedim nekaterih komentatorjev prej na levi, danes pa na desni, Nova Slovenija še vedno stoji trdno in ne raste. In tako kot na vseh volitvah od leta 2011 dalje, ko je Nova Slovenija povečala število poslancev v parlamentu, se bo to zgodilo tudi na naslednjih volitvah. Pa veste zakaj? Ker nismo muha enodnevnica, ampak stranka s tradicijo. Ker nismo instant stranka brez vsebine, ampak programsko močna stranka. Predvsem pa, ker imamo povsod srčne in predane ljudi. To je največje bogastvo Nove Slovenije in zato je prihodnost Nove Slovenije vsekakor svetla. Ne boste verjeli, ampak leto hitro teče in čez 5 dni bo minilo natančno leto dni, ko smo posle vladi predali našim naslednikom. Prišla je tako imenovana svoboda in prepričan sem, da se je leto dni pod svobodo odlično pokazala razlika med njihovim delom in delom vladne ekipe Nove Slovenije. Ministri Nove Slovenije smo delali, gradili in reformirali. Začeli so rasti domovi za starejše občane, prenavljale in gradile so se ceste. Slovenija se je začela digitalizirati, krepili smo Slovensko vojsko. In to vse v času hudih bitk s covidom. Zdaj pa vprašam tudi tiste, ki se morda ravno v tem trenutku trudite s klobaso ali krompirjem, ali nam znate povedati vsaj 3 uspehe vlade Roberta Goloba? Sam priznam, da ne znam povedati 3 stvari, 3 rezultate v dobrem smislu, ki bi jih naredila vlada Roberta Goloba. In najverjetneje o njihovih rezultatih največ povedo vaše denarnice. Vprašajte se, če imate danes več, kot ste imeli pred enim letom. Robert Golob nam je obljubljal ples, a zdi se, da je orkester že davno nehal igrati. Golobova vlada dviguje davke, povečuje birokratske ovire, z nesmisli, kot so obvezno štempljanje, obvezno tiskanje računov, dela dodatne birokratske prepreke. Pridne in delovne se stiska za vrat prav na vsakem koraku. Nekaj je jasno, da gospodarski program Levice že deluje. Žal. Medtem ko, na primer, nemška podjetja v povprečju za megavatno uro elektrike plačujejo 130 evrov, slovenska podjetja plačujejo bistveno več, 300 evrov in še več. Nova Slovenija je zato že lani septembra predlagala zamrznitev cen elektrike za gospodarstvo, pa smo bili takrat preslišani. Ampak danes so rezultati tukaj. Obseg industrijske proizvodnje v Sloveniji je letos upadal za 20%, to je 1/5. In predsednik vlade je nedavno v parlamentu še vedno trdil, da gospodarske recesije ni. Lahko bi se dotaknil še številnih drugih stvari, ki tečejo v državi od stavk v javnem sektorju do drugih nesmislov, ampak mislim, da nam je
vsem več ali manj jasno, da Golobova vlada po letu dni nima konkretnih rezultatov. In da bi prikrila to svojo nesposobnost in svojo neoperativnost, je začela s kulturno in ideološko vojno. Pomislite, ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, pohod ministrice za kulturo na Čebine, pokop nekdanjega šefa tajne politične policije z vojaškimi častmi, ukinitev spomina na žrtve komunističnega nasilja, se vam zdi vse to naključje? Vsekakor ne. Prepričan sem, da je vse skupaj skrbno načrtovano in zato še toliko bolj prozorno in nesprejemljivo. Odgovorna politika želi storiti v družbi vse, da razmere pomiri. Neodgovorna politika pa za svoje nesposobnosti razmere v družbi razplamteva. Golobova vlada razplamteva kulturne in ideološke konflikte na pritlehen način z enim samim namenom, da prikrije svojo lastno nesposobnost. In vedno je zgodovina pokazala, da je razdeljena država neuspešna in nikoli ne more biti uspešna. In če bo sedanja vlada tudi v prihodnosti gradila na konfliktih, potem bo jasno, da nas bodo tudi v prihodnosti še naprej prehitevale države, ki so bile nekoč daleč za nami. Ampak pravi odgovor na nesposobno in konfliktno vlado ne more in ne sme biti pozivanje k oboroževanju, klicanje k državljanski vojni, ampak je lahko zgolj državljanska aktivacija. To pomeni, da se močno aktiviramo v naših lokalnih društvih, v civilnih iniciativah in tudi v političnih strankah, predvsem pa da se množično udeležimo naslednjih volitev in na naslednjih volitvah odpihnemo to nesposobno vlado. Predsednik vlade je leto 2023 razglasil, da bo to vlado reform. Postaja pa več ali manj to leto časovnic in prelomljenih obljub. Stresni test zdravstvenega sistema je v enem letu prinesel, da se je število bolnikov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, povečalo za 30%. Smo na poti v pospešeno razgradnjo javnega zdravstvenega sistema, očitno pa po stresnem testu zdravstvenega sistema letos sledi še stresni test za vse bolnike. Rezultat bo več ali manj jasen. Vsi mi bomo plačevali še več in še dlje bomo čakali na naše zdravnike. Nesprejemljivo. Aktualna vlada v središče postavlja preživet socialistični zdravstveni model, ki temelji na centralnem planiranju. Na primer, dopolnilno zdravstveno zavarovanje bi ukinili tako, da bodo uvedli obvezno. Namesto da plačamo po položnicah, nam bodo trgali pri naših plačah. In 50 milijonov tako imenovanega dobička je problem, ko bo to prevzela država, bo kar naenkrat 200 milijonska izguba. To pa očitno ni problem. Pri plačilu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja napovedujejo progresijo. Z drugimi besedami, še bolj bodo ob tla tiščali srednji razred, ki pa je ključ za razvoj naše družbe. In kot mi je dejal eden izmed uspešnih slovenskih obrtnikov na nedavnem terenskem obisku poslanske skupine Nove Slovenije, vlada na nek način ljudem sporoča naslednje. Več kot boste delali, več kot boste ustvarjali, več vam bomo pobrali. To je absolutno napačen pristop. Vsak, ki danes plačuje za zdravstvo, nameni veliko. Marsikdo se ne zaveda, ampak da tudi tisti z minimalno plačo vsak mesec za zdravstvo prispevajo
150 evrov, tisti s povprečno plačo pa 280 evrov. Vsekakor je to solidarno in pošteno, ampak očitno za to našo vlado še premalo. In za sedanjo vlado je vsakdo, ki ima malenkost več, kot je slovenska povprečna plača, že bogat človek, ki ga je treba davčno zviti in iz njega iztisniti, kolikor se le da. Za Novo Slovenijo je to nesprejemljivo. In Nova Slovenija je letošnjega marca na programski konferenci predstavila rešitve za zdravstveni sistem. Po sestankih in srečanjih z najrazličnejšimi zdravstvenimi deležniki lahko rečem, da stroka izdatno podpira rešitve Nove Slovenije. In na tej programski konferenci sem napovedal, da smo zdravstveno reformo vlado pripravljeni čakati do maja. Maj se praktično izteka in zakoni, ki jih je doslej predstavila vladna koalicija, so trije. Eden, ki govori o digitalizaciji zdravstva, drugi, ki govori o drugačnem upravljanju ZZZS-ja in zdaj ta o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Niti eden od teh treh zdravstvenih zakonov, ki jih predlaga vladna koalicija, ne bo povečal dostopnost do zdravnikov, ne bo povečal, da boste prišli do zdravnika takrat, ko ga potrebujete. In to pomeni, da se vladna koalicija ne sooča z ključnim problemom našega zdravstvenega sistema, to pa je, kako lahko danes pridemo do zdravnika, ampak z vsemi ostalimi stvarmi. In zato, ker je ključen problem slovenskega zdravstvenega sistema v tem trenutku prav dostopnost do zdravnika, je Nova Slovenija včeraj vložila sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim poskušamo povečati dostopnost ljudi do zdravnika. Spreminjamo 80. člen zakona in ta sprememba je v osnovi zelo preprosta. Če zdravnika potrebujete in če je v javnem sistemu nedopustno dolga čakalna doba, greste lahko k kateremu koli zdravniku v Sloveniji, ki ima licenco zdravniške zbornice, da vas lahko zdravi. In to vaše zdravljenje bo plačala zdravstvena blagajna, ker ji vsak mesec plačujete od vaših plač za vaše pravice. Spoštovani prijatelji, ker se bom zdaj poskušal držati željenega navdila in ne biti predolg po svojem govoru, ne rečem zelo naslednjice. V razvitih demokracijah se na oblasti menjajo leve in desne stranke. V Sloveniji se žal na oblasti menjajo stranke novih obrazov. In desetletje strank novih obrazov v Sloveniji povzročilo enormno škodo. Te škode ni mogoče več prikrivati. Ta škoda se kaže tudi po tem, da nas prehitevajo države vzhodne Evrope in žal v zadnjem obdobju nas prehitevajo tudi države Zahodnega Balkana. In zato je prišel čas, da bomo rekli dovolj je. In tudi zato, ker Slovenijo čakajo številni izzivi in ker je demografija za Slovenijo neizprosna, ker že danes vemo, da nas čakajo številne prilagoditve našega zdravstvenega komunistskega sistema, moramo preiti od besed k dejanjem. In česar ne bomo naredili danes, nas bo čakalo jutri. Če želimo uspešno financirati zdravstveni in pokojninski sistem, je jasno, da potrebujemo močno gospodarstvo. Močnega gospodarstva pa ni brez spodbudnega poslovnega okolja, brez energetske samozadostnosti. Energetske samozadostnosti ni brez izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Sončnimi elektrarnami ne bomo zmogli zagotoviti
stabilne preskrbe z električno energijo. In z sončnimi elektrarnami in panelimi, pa tudi če jih podpiramo vse s takimi drugačnimi zakoni, ne bomo morali zagotoviti energetske neodvisnosti. Lahko, da bomo dobili novega sončnega elektrarne, ampak ne pa nove energetske neodvisnosti. In zato tudi danes vlado z tega mesta pozivam, da začnejo čim prej z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, ker je to strašansko pomembno za slovensko prihodnost. Svet se spreminja in epidemija COVID nam je pokazala, kako ranljivi smo v globalnem svetu. Vojna v Ukrajini nam kaže, da mir tudi danes še vedno ni samoumeven. In kako pomembno je, da imamo majhne države in učinkovite zaveznike, da si lahko zagotovimo in branimo svojo suverenost. Ampak prepričan sem in verjamem, da te iste stvari tudi vi delite z mano, da levičarske vlade enostavno Slovenijo ne morejo pripraviti na vse domače in globalne izzive. Zato Slovenija v prihodnosti nujno potrebuje uravnoteženo desno-sredinsko vlado. Prepričan sem, da prihaja čas, ko bodo ljudje v politiki iskali glas razuma, ko bodo ljudje v politiki iskali učinkovite in vizionarne politike. Prepričan sem, da bodo ljudje iskali politike, ki združujejo in ne delijo. In takrat bo nova Slovenija logična izbira. Mi smo pripravljeni, bodite pogumni in že danes podprite novo Slovenijo. Bog bi novo Slovenijo.